Zdaj pa verjamem, da boš tudi v naslednjem prispevku užival, kajti ponovno bo govora o kužkih, o pasjem vrtcu natančneje. Namreč nasploh v mestih imajo psi ponavadi premalo gibanja, premalo sprehodov, premalo se morda celo kdo ukvarja z njim. Velikokrat doma v stanovanju ali v hiši so tisti čas, ko so ljudje v službah in potem se dogajajo razne nesreče oziroma delajo škodo, ko kaj grizejo ali kaj podobnega. Večinoma zato, ker jim je dolgčas in tudi, ker jim manjka pasje družbe. In v takih primerih potem pride prav pasji vrtec, namreč tam lahko psi za tisti čas, ko ste drugače vi v službi, preživijo kvalitetno ta čas skupaj s sovrstniki, z drugimi kužki in potem nič ne uničujejo in so nasplošno srečni in zadovoljni. Urška Godler iz Pasjega vrtca Ljubljana bo zdaj gostja Gale na terenu in oni dve boste povedali več o tem, kaj vse se v pasjem vrtcu dogaja in zakaj je fajn, da peljemo psa v pasji vrtec. Gala in Urška, pozdravljeni! Maša, najlepša hvala za tale uvod. Lepo pozdravljeni vsi gledalci. Res je, z mano je tukaj Urška Godler, skrbnica psov v Pasjem vrtcu. Lepo pozdravljena. Dober dan. Jaz bi zdaj kar začela takole pasji vrtec nekako. Včeraj pravzaprav me je moja sovoditeljica Maša vprašala, a je to vrtec, ker je vrtec, je to za majhne kužke oziroma kaj pravzaprav tukaj počnete v vrtcu pasjem? Ne, vrtec smo mi v bistvu to samo poimenovali, gre za dnevno varstvo psov, kakršnega koli psa, ne samo mladičev. Res pa je, da zelo radi sprejemamo mladiče, ker se tukaj pri nas zelo dobro počutijo, imajo veliko prostora za tekanje, za igranje in tako naprej. Torej, kako veliko prostora pa imajo zdaj tukaj, ko se oziram naokrog, je to pravi pravcati pasji kemp. Na kakšnem področju se razteza tale pasji vrtec? Približno 12.000 kvadratnih metrov. Imamo pač seveda več izpustov, zaradi tega, da niso psi skupaj, vseeno moramo paziti, kako jih razporedimo. Tako da imajo v bistvu vsi dovolj prostora in se lahko zabavajo. Na kakšen način pa jih razporedite? Koliko različnih kategorij je tukaj v vrtcu? Načeloma imamo 3 glavne kategorije. V enem izpustu so manjši psi in mladiči, v drugem so večji, pridni, umirjeni psi, v tretjem so pa malenkost bolj posebni psi, ampak nobeden od teh ni agresiven. Potem imamo pa še 4 manjše izpuste, v katerih so psi, ki morajo biti ločeni. Torej v bistvu tisti, ki rabijo svoj mir, ga tudi dobijo. Zdaj v bistvu prav tako kot pri ljudeh je tudi pri psih zelo pomembna socializacija, pa me zanima, na kakšen način je tukaj poskrbljeno za to, razen da so pač skupaj v ogradi, in kako skrbite, da ne pride do kakšnih prepirov in razprtij? Tukaj pri nas poteka v glavnem socializacija z drugimi psi. Na lastnikih je potem, da socializirajo tudi v različnih okoljih, v gruči ljudi, med kolesarji, tekači, otroci in tako naprej. Pri nas pa je zelo dobro poskrbljeno za socializacijo med psi, ker imajo vsi dovolj družbe. Tudi vsak si lahko najde partnerja po karakterju podobnega, da se lahko z njim igra. Seveda pa preden psa sprejmemo, moramo videti, kakšen je, če se bo vključil v to skupino, zaradi tega, ker pač pretepov res ne moremo imeti. Zgodijo se kakšni manjši prepiri v tipu, pust me že pri miru, jaz bi počival. Načeloma pa ocenimo psa, v katero kategorijo bi pasal. Recimo kakšen bolj prestrašen večji pes se včasih znajde tudi pri mladičih, zaradi tega, ker se tam boljš počuti. Umirjeno glih ni, isto divjajo, ampak kakšnim je pač preveč, da je zraven velikih psov se boljš počuti med manjšimi. Tako da nekako pač sodimo na oceni vsakega posameznega psa, kam bo pasal. Torej v bistvu, ali prihajajo k vam večinoma eni in isti kužki, ali se menjujejo, se tukaj ustvari pravzaprav neka, tako kot v vrtcu v bistvu, skupina, ki redno prihaja sem, na kakšen način to poteka? Imamo določene pse, ki pridejo vsak dan,
nekateri pridejo nekajkrat na teden. V glavnem v dnevno varstvo prihajajo psi večinoma isti. No? V hotel pa pridejo potem psi, ki pridejo enkrat, dvakrat, trikrat na leto, odvisno pač od dopusta njihovih lastnikov. Tako da nekje polovico psov je stalnih, druga polovica pa sploh v poletnem času je pa recimo temu novih oziroma so redkeje tukaj. Torej v bistvu se potem, predvidevam, poleti tudi poviša tale obisk v vašem vrtcu ali ni temu tako? Absolutno, ja, tudi med vsakimi šolskimi počitnicami, poleti sploh. Je res, da imamo poleti vseeno manj dnevnega varstva, je pa še vedno večji obisk, ja, definitivno. Koliko kužkov pa je recimo zdaj trenutno tukaj v vrtcu? Trenutno jih je okrog 35. In so potem razdeljeni vsak v svoje ograde, pa imajo tudi kako bi temu rekla, svoje kočice oziroma kako je poskrbljeno za tiste, ki tukaj tudi prespijo? Ja, čez dan so zunaj v izpustih, je poskrbljeno za senco, za to, da se lahko umaknejo pred dežjem, recimo po zimi tudi ogrevane hiške. Po noči pa spijo vsak v svojem boksu. Noter v naši hiši tudi nekdo od nas je vedno prisoten, tudi po noči, tako da po noči je pač enostavno čas za umirjanje, umiritev in spijo. Pa imate bokse tukaj ali jih morajo priskrbeti lastniki, skrbniki sami? Ne, bokse imamo tukaj. Kaj pa glede sprehodov? Jih peljete kdaj tudi na sprehod ali je dovolj tukaj, je kar veliki spust? Ne, na sprehode jih ne vozimo, zaradi tega, ker vse imajo tukaj toliko družbe in vsak se lahko zdivja toliko, kakor si želi. Kakšni starejši iščejo bolj senco, bolj počivajo, mlajši pa divjajo, kot jim je želja in enostavno ne čutimo potrebe potem, da bi jih še vodili na sprehod. Urška, najlepša hvala za vse tele odgovore. Mi bomo zdaj na hitro skočili v oglase, potem pa bomo še naprej preverili, kaj in kako se dogaja v pasjem vrtcu. Ostanite z nami, namreč obeta se nam še marsikaj zanimivega. Se gledamo! Lepo pozdravljeni spet v naši družbi. Jaz sem tukaj še zmeraj v pasjem vrtcu skupaj z Urško Godler, skrbnico psov v pasjem vrtcu seveda. In bi kar nadaljevali s pogovorom. Mene zdaj zanima, kako je s hrano tukaj pri vas? Ali morajo skrbniki sami prinesti brikete oziroma s čimerkoli že hranijo kužke ali za to poskrbite pri vas? Zdaj za vrtec, torej za dnevno varstvo, načeloma ne potrebujemo hrane, ker psi jejo zjutraj in zvečer, razen za mladiče, potem prinesejo za kosilo, tisti, ki še jejo 3-krat na dan. Za hotelske goste pa najraje vidimo, da prinesejo svojo hrano lastniki, če je ne prinesejo, pa seveda imamo tudi mi zalogo, da niso lačni. Kako pa potem poteka hranjenje? Jaz vem, da moj kuža je precej tak, ko se gre za hrano, ni trte mrte, to je njegovo in bi potem tudi koga nahrulil. Kako pri vas poskrbite, da vsak dobi, kar želi in da pri tem ne pride do prepirov? Ja, načeloma zdajle, ker imamo kar veliko psov, damo vsakega ven iz izpusta, mu damo za jesti in potem ga damo nazaj noter. Kadar jih imamo pa manj, recimo, da imamo 2, 3, 4, potem jih pa nahranimo kar v izpustu, sploh če psa poznamo. Če psa ne poznamo, ga raj damo ven, ker ne vemo, kako se bo obnašal. Ampak večinoma imamo stalne stranke, ki jih poznamo, tudi oni poznajo sistem hranjenja, ko poveš njegovo ime, daš skledo pred nos, tisto je tvoje. Super, koliko kužkov, prej sva rekla, da jih je okrog 30 trenutno, koliko pa so kapacitete pasjega vrtca, koliko kužkov lahko sprejmete? Načeloma imamo registrirano dejavnost do 100 psov, ampak še nikoli nismo imeli 100 psov. Tako da pač odvisno je. Za vikend jih je ponavadi največ, zaradi tega, ker so kakšni, recimo, ki so v hotelu dlje časa, pridejo od vikenda do vikenda, pa vmes pridejo že novi. Čez teden jih je pa potem manj, ampak pač čisto odvisno. Torej, imamo hotel, pa imamo dnevno varstvo, ampak kako v bistvu zdaj to poteka? Za koliko časa lahko pride kuža v hotel? Je to za par dni, za par tednov? Kako dolgo so lahko tukaj?
Načeloma so tukaj toliko časa, kot lastniki potrebujejo. A ne? Mi nimamo drugače nobene časovne omejitve, največkrat pridejo tam za 10 dni, 14 dni, kakšni pridejo pa tudi za 1 mesec ali pa 2. A ne? Zdaj, tlele vidim, kužati se veselo kopajo v bazenu. Kako je s tem, mislim, a je zaželjeno, da se kužki okopajo, da se ohladijo, oziroma kaj pa, če kdo ne mara vode, kako se za njega poskrbi, da mu ni zdajle, ko je res vroče, da mu ni prevroče? Ja, seveda je zaželjeno, da se kopajo, da se radi kopajo, a ne, zato da se lepo ohladijo, da lahko potem divjajo naprej. Zdaj tisti, ki ne marajo vode, pač ne bodo šli v bazen, bodo mogli najti nek drug način. Mi imamo v vseh izpustih posajena drevesa, tako da nudijo senco. Imamo tudi streho v vsakem izpustu, ki nudi senco, hiško, potem pa zdajle čez poletje imamo pa še tele zelene senčnike, a ne, tako da imajo zdaj res za vse dovolj sence. Da je tudi za tiste, ki ne marajo vode, poskrbljeno. Zdaj pa na vašem Facebooku sem opazila, da imate razpisan tudi tečaj. Pa me zanima, kakšne tečaje organizirate in za koga so namenjeni, ali izobražujete oziroma učite kužke tudi v vrtcu, ali gre bolj za stvar skrbnika, da poskrbi za šolanje? Mi tukaj, ko so psi v varstvu, ne poskrbimo za šolanje, nudimo pa, ja, res je, tečaje. Letos prvič tudi poletni tečaj, ker je bilo veliko zanimanje. Tukaj pa pač imajo lastniki izbiro, a ne, lahko jih tisti dan že prej pripeljajo v vrtec, da se majčkeno zdivjajo, da so potem malo zmatrani pa bolj poslušajo. Imamo pa te neke standardne tečaje, neposlušnosti, namenjeni pač vse od mladičev pa tudi do odraslih psov, ki še niso šolani. Kje pa tečaje izvajate? Tukaj v vrtcu, ponavadi je to itak zvečer, ko imamo že manj psov, tako da en velik izpust spraznemo in potem poteka v tem izpustu. Super, torej na Brnčičevi lahko kar še poveva natančneje, kje točno je lokacija, da vas bodo morda gledalci, ki želijo svojega kužka pripeljati v varstvo, lahko našli? Ja, nahajamo se na Brnčičevi ulici. Nekako najbližja hišna številka je 39. Smo pa pač tukaj v industrijski coni med Manom in med Gorenjem. Je pa tudi označeno s smerokazom, tako da jaz sem kar enostavno našla. Pa še tole povejva, kdaj vas pravzaprav lahko najdejo, od kdaj do kdaj je možno pripeljati kužka, se je treba mogoče prej naročiti, kako poteka to? Odprti smo vsak dan od 6:30 zjutraj do 7 zvečer. Kadarkoli v tem času lahko lastniki pripeljajo psa, nimamo nič omejeno, kdaj, kako. Pred prvim obiskom se je dobro najaviti, ja. Potem, ko psa mi enkrat poznamo, ko vemo, kakšen je, ko se tukaj počuti domačega, lahko pa pripeljajo, kadar želijo. Super, jaz mislim, da smo zdaj pokrili res vse. Če želite, se spodaj v pasici vrtijo tudi podatki, kje lahko pasji vrtec najdete na spletu in na družbenih omrežjih. Urška, jaz se ti najlepše zahvaljujem za tale pogovor in želim še veliko uspeha pasjemu vrtcu. Sedaj pa se kar počasi selimo v oglase, vi pa ostanite z nami še do zaključka oddaje in se gledamo.